Igralka Hayden Panettiere je prekinila molk in razkrila, da so jo, ko je bila še najstniška zvezda, odvedli v posteljo z, citiram, zelo slavnim in golim skrivnostnim moškim na luksuzni jahti. Pogovarjamo se z odvetnico Johnnyja Deppa o pravnih posledicah tragične zgodbe, ki se je razvijala desetletja. To je škandal, ki ga predstavlja Law & Crime. Sem Sierra Gillespie. Hayden Panettiere. Lahko rečem ena izmed ameriških ljubljenk? Mislim, Amerika jo pozna že od malih nog, ko je nastopala v filmih, kot je Spomni se Titanov. In ko pomisliš na tisto prikupno deklico s kodrastimi svetlimi lasmi, ki se je soočila z Denzelom Washingtonom v tisti priljubljeni nogometni klasiki, tista deklica in zdaj obtožbe, ki jih je pravkar razkrila. Mislim, to je najmanj rečeno bolno. V podcastu On Purpose with Jay Shetty je Hayden prav ta teden spregovorila o grozljivem dogodku iz svojih najstniških let, ko naj bi jo domnevno odpeljali v majhno sobo na jahti, dobesedno sredi morja, in jo dali v posteljo z golim starejšim moškim. Poleg tega Hayden pravi, da je bil ta moški izjemno slaven in da bi se stvari lahko razvile v še bolj zaskrbljujočo smer. Preden se poglobim v vse te obtožbe, naj najprej predstavim glavno temo današnje zgodbe. Hayden Panettiere je 36-letna ameriška igralka. Že sem vam povedala o njenem začetku slave v filmu iz leta 2000, Zapomni si Titan. Ampak Hayden se je kot nada pojavila tudi v drugih otroških filmih, kot sta izvirni film kanala Disney Channel Tiger Cruise ali kičasti Racing Stripes, kjer igra dekle, ki dirka z zebro. Ko je odraščala, se je uveljavila med najstniki in mladostniki, saj je igrala v filmih kot sta Bringing on All or Nothing in Ljubim te Beth Cooper. Potem je tu še njena vloga v priljubljeni NBC-jevi seriji Heroji od leta 2006 do 2010. Naj samo povem, da je v tem poslu že dolgo in je resnično ime, ki ga pozna skoraj vsak. Kontroverznosti ji niso tuje. Pred nekaj leti je bila v središču pozornosti, ko je priznala, da ima težave z drogami in alkoholom, ter da je skrbništvo nad svojo hčerko prepustila svojemu bivšemu zaročencu. Hayden je bila glede vsega tega zelo odkrita in je povedala, da je po rojstvu svoje hčerke leta 2014 razvila precej hudo poporodno depresijo. Povedala je, da je vse to privedlo do večje uporabe drog in alkohola ter na koncu do zasvojenosti. Vse skupaj je doseglo vrhunec leta 2018, ko je Hayden poiskala pomoč. Odšla je na zdravljenje in skrbništvo nad svojo hčerko prepustila svojemu bivšemu zaročencu, ukrajinskemu boksarju Vladimirju Kličku. Zdi se, da so stvari danes med Hayden in Vladimirjem boljše in zdaj ima svojo hčerko spet v svojem življenju. A vendar je Hayden ta teden razkrila novo šokantno dejstvo, ki vam bo obrnilo želodec. Ta novica je prišla v javnost včeraj, 11. maja, ko se je Hayden pojavila v podcastu On Purpose with Jay Shetty. Hayden se je v podcastu pojavila, da bi promovirala svojo novo avtobiografijo. Naslov je This is me, a reckoning. Izšli pa bodo 19. maja. V knjigi Hayden govori o res temnem dogodku in o tem podrobno razpravlja z Jayem. Jay začne tako, da vpraša Hayden, citiram: Pišeš o trenutku v svoji karieri, ko te prijateljica odpelje na čoln. Pripeljejo te v sobo, v kateri je starejši moški, nato pa ti v bistvu naročijo, naj izvajaš spolna dejanja. Mislim, dejstvo, da sem bila stara 18 let, čeprav sem živela tako veliko življenje in sem mislila, da sem pri 18 tako zelo zrela, veš, znanstveno gledano, veš, naš čelni režan se ne razvije do kakšnega 25. ali 26. leta. Tako da, čeprav sem imela občutek, da lahko sprejemam zdrave in varne odločitve, nisem bila sposobna biti popolnoma zavedna vsega, kar se dogaja okoli mene. In šele, ko sem se znašla v težavnih situacijah, sem ugotovila, da se je moje dojemanje popolnoma spremenilo in sem spoznala, da sem v nevarnosti. A ko sem ugotovila, da sem v nevarnosti, sem bila dobesedno že na odprtem morju. Kot pojasnjuje Hayden, se je na tej jahti zelo zabavala. Ni imela nobenega občutka, da prihaja kaj nenavadnega. Vodila me je oseba, ki se mi začela zaupati. Jo videla kot zaščitnika in nekoga, ki me varuje. In me je pospremila, veste, po stopnicah. In bilo je kot presenečenje. Predstavljeno tako, kot da je res presenečenje. Hayden pravi, da jo je ta oseba odpeljala v zelo majhno kabino na tej ladji. Nadaljuje in pravi, citiram: Fizično me je položila v posteljo, poleg tega slečenega moškega, ki je bil zelo znan. In imel je roke tako za glavo, kot da se sprošča. Kot da je bil to zanj povsem običajen dan. To je nekaj, kar se dogaja ves čas. Hayden je počakala, da je oseba zapustila sobo, nato pa se je odločila ukrepati. Rekla je, citiram, tisti lev v meni, tisti ogenj v meni, da so se mi lasje postavili pokonci in postala sem divja.
Bila sem kot, to se ne bo zgodilo. Ampak nisem imela kamor bi se skrila. Zato sem stekla in se skrila kjerkoli, na čolnu, kjer sem se lahko skrila. Ni bilo možnosti, da bi skočila v vodo in odplavala stran. Zavela sem se, da nihče ne bo sočuten do moje situacije, da to zanje ni nič novega. O tej izdaji je Hayden nadaljevala in rekla, citiram: Razočarajoče je, ko te nekdo tako pusti na cedilu. In že prej sem bila tolikokrat razočarana. In ko res najdeš nekoga, ki mu zaupaš, se ga oklepaš z vsem srcem in se počutiš tako srečno. Tako da biti tako izdan je res grozen občutek. In to ni prvič, da smo slišali res zaskrbljujoče obtožbe iz Hollywooda. Zato je to seveda prišlo v novice. In ponovno želim poudariti, da se je Hayden pojavila v podkastu, da bi promovirala svoje prihajajoče spomine. In o tem domnevnem incidentu piše tudi v knjigi. Toda, tudi če poskuša pritegniti pozornost in medije za prodajo svoje prihajajoče knjige, so te obtožbe še vedno obsojanja vredne. Tehnično gledano je bila odrasla, vendar je bila še vedno najstnica, ko se je to zgodilo. In ne glede na starost, vse to kaže na spolno manipulacijo in morda celo na domnevni spolni napad v nastajanju. Na srečo pa je, vsaj glede na to, kar je Hayden povedala v tem podcastu, uspela pobegniti, vendar je še vedno veliko vprašanj o tem, kaj bi se lahko zgodilo ali kakšne bi lahko bile posledice. Zato preidimo na naš intervju, da se še bolj poglobimo. Wow, te obtožbe so res šokantne. In težko je govoriti o tem, ampak res želim razumeti morebitne pravne posledice. Zato povabimo današnjo gostjo. To je odvetnik Ben Chu, ki ga verjetno mnogi prepoznate kot zastopnika Johnnyja Deppa na tistem odmevnem sojenju, ki smo ga pred nekaj leti spremljali skoraj vsi. Ben, hvala, da ste se nam danes pridružili v oddaji Skandal. In mislim, da lahko začnemo prav s tem. Saj ste bili v prvi vrsti na tem sojenju, ki ga je spremljal ves svet in ki je vse zelo zanimalo. Predvsem zato, ker smo vsi poznali Johnnyja Deppa iz filmov, z Rdeče preproge. A videti, kaj se dogaja za zaprtimi vrati, je tisto, kar je ljudi res pritegnilo. In zdaj tukaj s Hayden Panettiere. Veliko nas jo pozna iz filmov, televizijskih oddaj ali česarkoli že. In na nek način nam omogoča vpogled v zakulisje obtožb, veste, v temno plat Hollywooda. Torej, za začetek, kakšne so vaše misli o vsem tem? Ja, lepo je biti spet z vami. Moje misli, tako kot vaše, so, da je to izjemno šokanten dogodek, o katerem slišimo leta 2026, še posebej, ker se je zgodil pred samo 18 leti. Mislim, to je nekaj, za kar bi mislili, da se je zgodilo v Hollywoodu pred 50 ali 60 leti, v tako imenovani zlati dobi Hollywooda. Ne pa nekaj, za kar bi mislili, da se dogaja v tem stoletju, kar pa se očitno je. In res je tako, izpostavili ste zelo dobro točko, ker ko pogledamo v anale zgodovine in veste, Hollywood ni bil vedno prijazen do žensk ali moških nasplošno, ampak to je nekaj, kar smo slišali, veste, včasih Judy Garland ali kogarkoli že, veste, grozne stvari, skozi katere so morali iti. Ampak slišati o nečem, kar se je zgodilo v tem stoletju, domnevno, ko je bila stara komaj 18 let, dobesedno še najstnica. Torej, eno izmed mojih vprašanj in vprašanje, ki si ga vsi zastavljajo, je, kdo je ta moški? Hayden Panettiere pride v ta podcast in reče, da je zelo znan moški bil gol v posteli. Kaj meniš? Zakaj misliš, da ni naravnost povedala njegovega imena? No, morda je oklevala z razkritjem njegovega imena, da bi se izognila pravnim posledicam, ker če bi ga imenovala, bi se verjetno počutil dolžnega, da proti njej ukrepa. Vsaj bi to zanikal in ustvaril nekakšno kontroverzo, po kateri verjetno ne želi biti opredeljena. In to lahko tudi razumem, ker zdaj, naprimer, ko pomislim na Rose McGowan, najprej pomislim na njo kot na gibanje Me Too, namesto, veste, na Krik, Jawbreaker, veste, kako je že bila tista serija, Čarovnice, v kateri je igrala. Jaz jo vidim kot aktivistko, kar je tudi super, ampak ne vem, če je to nekaj, po čemer bi si Hayden Panettiere želela biti znana. In hkrati se je to zgodilo pred približno 18 leti. Torej, zastaralni rok, mislim, ali je že potekel? Torej, ali bi sploh lahko prišlo do kakršnihkoli pravnih obtožb? Kazenskih, mislim. No, to bi bilo zapleteno zaradi več dejavnikov. Prvič, kot si rekel, zastaralni rok. In potem je vprašanje, na katerega namiguješ, ali bi lahko v teh okoliščinah zastaralni rok tekel drugače. In vem, da si pokrival veliko takih primerov in imaš veliko strokovnega znanja na tem področju. Dodatna zapletenost tukaj bi bila dejstvo, da je bila stara 18 let in tehnično gledano ni bila mladoletna. Tako bi to resno zapletlo pravna vprašanja tukaj in razmisleke glede zastaralnega roka.
Poleg tega bi bilo tukaj tudi nekaj vsebinskih vidikov. Iz pripovedi ni jasno, v kolikšni meri je prišlo do fizičnega dotika ali se je uspela pogumno izvleči, preden je prišlo do kakršnega koli fizičnega posega ali dotika. To mi iz te pripovedi ni jasno. Ja, tako da je o tem spregovorila v enem podkastu in govorila o tej situaciji, o kateri je, mislim, tudi pisala v svoji knjigi, ki naj bi izšla oziroma bila izdana, mislim, da 19. maja. Če pogledam na svoj koledar, mislim, da bo to izšlo naslednji teden. Ja, naslednji torek. Oprostite, samo gledam na svoj koledar. Tako da bo morda v knjigi šla bolj v podrobnosti, tukaj pa je samo na kratko govorila o tem. Ampak glede na to, kar vemo, jo je v bistvu v to sobo pripeljal njen mentor, prijatelj, nekdo, ki mu je res zaupala. Pride v sobo, v sobi je bil ta slavni moški, popolnoma nag. Na srečo, vsaj po njenem pripovedovanju v podkastu, se ni nič zgodilo. Pobegnila je, stekla je ven. Ampak recimo, da se je to zgodilo znotraj zastaralnega roka. Recimo, da se je to zgodilo prav zdaj. Ali bi to še vedno lahko privedlo do kakršnekoli kazenske ovadbe, glede na to, da je bil on velik? To je odlično vprašanje, Sierra. In si lahko predstavljaš, če bi zastopal igralca, bi imel verjetno kar nekaj vsebinskih zagovorov. Na primer, subjektivno je morda verjel, da je to počela prostovoljno. Z drugimi besedami ni jasno. Vsaj brez branja njene biografije ni jasno, ali je njen mentor to storil sam, ali pa mu je predstavil, da je bila ona v to pripravljena privoliti. Torej, je veliko dejanskih vprašanj, ki bi bilo treba razjasniti, preden bi sploh razmišljali o kazenskem postopku, če odmislimo zastaralni rok ali celo o civilni tožbi. V redu. Pogovorimo se o tem z vidika civilnega prava, ker ali je mogoče, da bi lahko sprožila kakršnokoli civilno tožbo tukaj, ne da bi ga imenovala? Vem, da v nekaterih primerih obstaja situacija, kot je Jane Doe. Običajno je to za preživele ali osebo, ki je žrtev vsem tem. Ampak ali bi lahko ona, če bi morala vložiti tožbo ali bi se odločila, da želi to storiti, bi morala navesti njegovo ime, kaj ne? No, to je zelo zanimivo. Bil sem vpleten v kup primerov z oznakama John Doe in Jane Doe in pravna vprašanja so res fascinantna. Branil sem primer v Virginiji, kjer je tožnik je nastopal pod oznako John Doe. Toženec je bil imenovan in uspelo nam je sodišču uspešno predlagati, da se v tem primeru razkrije tudi identiteta Johna Doea. Pojavijo se vprašanja resnične pravičnosti, kadar ena ali obe strani nista imenovani. Kevin Spacey bil, na primer, vpleten v primer, kjer je tožnik nastopal pod oznako John Doe. To je bil primer v New Yorku. In sodišče je odločilo, da to ni bilo pošteno do Kevina Spaceyja, ki so ga obtoževali precej groznih dejanj. In sodišče je na koncu odločilo, da mora biti tožnik imenovan. Torej, to so vprašanja, ki bi bila predmet hudih sodnih sporov, če bi prišlo do sojenja. In ne vem, ali je to pot, po kateri namerava iti Hayden v tem trenutku. Zdi se, da gre za nekakšno postopno odpiranje te teme v podkastu. Očitno je to zelo čustveno. Izhaja tudi njena knjiga. In mislim, da bi lahko z druge strani kdo rekel, da je zanimivo, da prihajaš z obtožbo o tem zelo slavnem moškem, ki je bil gol v posteli, ravno v času, ko bo tvoja knjiga šla v prodajo. To je res zanimivo. Misliš, da bi kritiki na to gledali na tak način? Seveda, in mislim, da bi kritiki da bi bilo res veliko zanimanja za to, kdo naj bi bil ta domnevni igralec. In zlahka si predstavljam, da bi jo kdo vprašal in jo skušal izzvati, da bi razkrila to ime, ker bi to zagotovo bilo vredno medijske pozornosti. In zelo zanimivo bo slišati, kakšna bo njena razlaga, veste, zakaj je zdaj spregovorila, zakaj ni omenila igralca, zakaj ni omenila svojega mentorja. To je nekaj, kar je precej zanimivo. In če bi bil jaz na njenem mestu, bi se tresel od strahu. Ker, veste, če za trenutek odmislimo igralca, je to, kar je naredil njen mentor, če je res grozljivo. To ni način, kako ravnaš s katerokoli osebo, kaj šele z nekom, nad katerim imaš, veste, fiduciarno dolžnost. Veste, nekdo, ki ima vse razloge verjeti, da ste izvesti. In očitno temu ni bilo tako.
In nekaj, kar ste tudi tukaj izpostavili, bila je stara 18 let, torej odrasla. Ampak midve so o tem že govorili v preteklosti. Pri 18 letih se počutimo, kot da smo na vrhu sveta, da smo odrasli, veste, lahko volimo. Še ne smemo piti alkohola, ampak smo odrasli, kaj ne? In zdaj, ko gledam nazaj, si mislim, o moj bog, pri 18 letih sem bila otrok. Verjetno otrok do 25. leta, morda celo še zdaj otrok, veste. Torej, tehnično odrasla, ja. Ampak svojo mentorico je morala vedeti, da je Hayden Panettiere, ki je odraščala v središču pozornosti, imela drugačno otroštvo kot večina ljudi. Morda ima drugačno ali različno stopnjo zrelosti. To bi bila velika, veste, izdaja, če bi se kaj takega zgodilo. Zato me zanima glede mentorice. Če bi povedala, kdo je bila ta mentorica, ali bi to lahko štelo tudi za obrekovanje? Ja, mislim, seveda, in to morda pojasnjuje, zakaj tudi ne omenja imena mentorice. To bi lahko bilo obrekljivo. Kot veste, je resnica obramba v vsaki tožbi zaradi obrekovanja. Tako da to res odpira tudi to vprašanje. In ena od zadev, seveda prvo vprašanje, o katerem govorimo z našimi potencialnimi tožniki v zadevah obrekovanja, je, ali je to res ali ne. Ker smo imeli primere, kjer smo morali temeljito preveriti dejstva, da bi ugotovili resnico zadeve, še preden smo se sploh lotili primera. Ker zadnja stvar, ki si jo želite kot odvetnik ali kot stranka, je vložiti tožbo zaradi obrekovanja in nato ugotoviti, da so obtožbe resnične ali v veliki meri resnične. In potem postavite svojo stranko v veliko slabši položaj, kot je bila na začetku. Ja, mislim, da mora biti očitno opravljena neka preiskava vsega tega, če bi želela nadaljevati s kakršnimkoli postopkom. In to me pripelje do mojega naslednjega vprašanja. Če je to res, in ne pravim, da ni, kar želim povedati je, da se je to zgodilo pred 18 leti. Zato razmišljam o telefonih, ki smo jih imeli takrat. Verjetno je bil to kakšen T-Mobile Psychic ali pa BlackBerry, mogoče, veš, ne kot zdajšnji iPhone, kjer imamo vse naloženo v oblak. Morda je težje najti fotografije iz tistega časa. Ali pa so posnetki videonadzora, veš, do zdaj že izbrisani. Če bi bili kakršnikoli dokazi DNK in, kot si rekla, nismo slišali ničesar o dejanskem fizičnem stiku tukaj, ampak da bi nekaj takega dokazali za Hayden, ne pravim, da se ni zgodilo, ampak ali ne bi bilo to precej težko dokazati po vseh teh desetletjih? Mislim, da imaš prav, Sara. Mislim, da bi bilo to res zelo težko dokazati. In potem bi prišli do vseh vprašanj o verodostojnosti, na katera si prej namignila, kot na primer, zakaj zdaj, saj si samo poskušala prodati knjigo, kaj ne? Tega nisi omenila v 18 letih, veš. Morda pri 18 nisi bila popolnoma odrasla, ampak pri 25 si zagotovo bila. Zdaj si stara 36 let. Zakaj si čakala dodatnih 11 let? Mislim, obstaja kup vprašanj, ki bi jih ti ali jaz postavila kot odvetnika pri navzkrižnem zaslišanju. In na koncu bi se vse skupaj spremenilo v boj za verodostojnost med njo, igralcem in mentorjem. In igralec in mentor bi bila seveda v tem smislu naravna zaveznika, ker bi imela oba resničen motiv, da bi zanikala, da se je incident sploh zgodil, ali pa če se je že, da je morda ravnala prostovoljno. Tako da mislim, da bi kot tožnica naletela na številne pasti. Ja. Ampak njeno pričanje je dokaz in če bi porota verjela, bi lahko zmagala. To je zapleteno. Mislim, ko govorimo o nečem, kar se je zgodilo pred toliko leti. Ampak iskreno, že samo nekaj tednov nazaj sem v oddaji Škandal delala zgodbo o tem, kako je Ruby Rose stopila v javnost in obtožila Katy Perry, ter rekla, da jo je pred desetletji Katy Perry spolno napadla. In zdaj to preiskujejo v Avstraliji, kjer se je to zgodilo. Torej, mogoče je. Lahko je težko, ampak kot rečeno, mogoče je. In tudi se sprašujem, ali morda Hayden takrat ni spregovorila o tem, ker jo je bilo strah za svojo kariero. Mislim, to smo veliko videli v primeru Harveyja Weinsteina, kjer je veliko igralk kasneje spregovorilo in povedalo, da niso nič rekle, ker jih je bilo strah, da bi jim uničili kariero. Bala sem se, da bi me dali na črno listo. Ali če so bili morda vpleteni kakšni sporazumi o nerazkrivanju informacij. Misliš, da je bilo kaj od tega mogoče pred 18 leti? Absolutno. Mislim, da je to še danes lahko dejavnik. Torej, imaš dve stvari. Imaš mentorja, ki je imel očitno veliko vpliv na njeno kariero, še posebej takrat.
In potem si imel še tega slavnega igralca, torej je skoraj dvojni pritisk v smislu zastraševanja. Hvalevredno je, če je res, da je imela dovolj moči, da se je uprla, borila in preprečila nadaljnjo škodo, kar pa odpira še eno vprašanje. Mislim, da si lahko predstavimo, čeprav je njena zgodba izjemno grljiva, da bi kdo v poroti, odvisno od tega, kako so bili predstavljeni dokazi, pomislil, no, to je žalostno, ampak nič se ni zgodilo. Veste, ni bilo spolnega napada. Bila je prisotna strah pred spolnim napadom, kar bi bilo grozno, ampak si lahko predstavljate, da bi kdo v poroti rekel, da v bistvu ni bilo škode, torej ni bilo nič hudega. Na srečo, hvala Bogu, to ni bil primer, kjer bi prišlo do, veste, kršitve ali resnega fizičnega stika. Ja, mislim, res je težko, ker se mi zdi, da smo v naši stroki ali ljudje, ki to gledajo, postali tako neobčutljivi na stvari, kot so, šlo je samo za nekaj spolne narave. Bilo je samo posilstvo. Bilo je samo umor. Veste, to so res hude stvari, skozi katere morajo ljudje iti, razmišljati o tem ali karkoli. Ampak živimo v svetu, kjer smo tako neobčutljivi. Tako da, kot praviš, si lahko predstavljam, da bi porotnik rekel, no, v resnici se ni nič zgodilo. Ja, bilo je travmatično in verjetno ogabno za njo, ampak kot vemo zdaj, je nihče dejansko ni dotaknil. Torej, to spet vodi v težek boj. In to zadnje vprašanje, ki ga imam zate, je bolj mnenjsko vprašanje. Kakšno je tvoje mnenje? Vem, da si delala s slavnimi osebami, jih poznaš. Da nekdo stopi naprej in spregovori o nečem takem, mislim, Hayden Panettiere je bila najprej znana kot igralka, otroška zvezda. In veš, imela je svoje trenutke, ko so ljudje govorili o njej, veš, o njeni skrbništvu, njeni zasvojenosti in karkoli že je bilo. Ampak biti nekdo, ki stopi v ospredje in govori o zlorabi na nacionalni ravni, kako bi to lahko vplivalo na njeno kariero? Samo tvoje mnenje. Mislim, da to verjetno pomaga njeni karieri. Mislim, ustvari zgodbo o junakinji. To je ženska, ki ni predstavljena kot žrtev. To je nekaj groznega, kar naj bi se ji zgodilo in se je uprla. Preprečila je, da bi postala še hujša žrtev. Torej gre za pripoved, ki jo, mislim, postavlja v dobro luč in to je dobro uhojena pot. Mislim, da je na tej točki veliko ljudi že govorilo o zlorabi. To ni nova zgodba. Tako da mislim, da zanjo trenutno ni nobenega tveganja za ugled. Še posebej, ker ne omenja nobenih imen. Ja, in kot si rekla, je njena zgodba drugačna od mnogih drugih. Ker pravi, celo eden od njenih citatov je: čutila sem leva v sebi. Ogenj v sebi in sem si rekla, ne, tega ne bom sprejela. In zato lahko veliko ljudi, moških ali žensk, ki to gledajo, pomisli, v redu, če se kaj takega zgodi, lahko rečemo ne. Lahko vstanemo in zapustimo sobo ali se skrijemo ali karkoli že. Tako da mislim, da se strinjam. Mislim, da je zelo pozitivno, da je stopila v ospredje in spregovorila o tem. Tudi, če ni povedala imen, kar si nekateri sicer želijo. Ampak vseeno, zelo zanimiva zgodba. Ben Shu, hvala, da si prišel v oddajo Škandal in nam vse to razložil. Hvala, Sara. In tukaj nas današnja epizoda Škandala za zdaj pušča. Če vam je bilo všeč, kar ste videli in želite videti več ali se povezati z mano na družbenih omrežjih, me lahko najdete na Instagramu pod imenom Sierra Gillespie. Hvala, ker ste gledali današnjo epizodo Škandala. Kot vedno sem vaša voditeljica, Sierra Gillespie, in se vidimo naslednjič.